Old school taktike, ki še vedno delujejo. Gotovo te kakšno preseneti. Živjo in dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Ponovno je tukaj torek, a ne Zoran? In kot vedno na sporedu ob torkih oddaja Point Out Weekly. Tokrat bova z Zoranom govorila o marketinških taktikah stare šole, ki še vedno delujejo. Se pravi, nekaj, kar je delovalo v preteklosti, ki še nismo poznali digitalnega marketinga, in nekaj, kar še vedno deluje danes. Kot vedno lahko to oddajo spremljaš preko Facebooka, preko YouTubea ali v podcast obliki, preko različnih agregatorjev, kot je iTunes, SoundCloud in tako naprej. Če si morda nisi ogledal prejšnje oddaje, ko sva z Zoranom govorila o tem, kako povečati konverzije s Facebook oglasi, si jo oglej. To je bila oddaja 73, danes imava pa oddajo pod številko 74 in vse s to oddajo si lahko tudi prebereš na pointout.si/weekly74. Hvala Nejc za ta čudovit uvod, pa pejva kar v današnjo tematiko. Kaj so tiste old school taktike, ki so včasih delovale, pa delujejo še danes? Prvo, kar bi izpostavil, so sigurno neki pogovori, neke pristne osebne interakcije s kupci oziroma nekimi sledilci. Ljudje smo itak socialna, družbena bitja, radi imamo bližino drugih, saj na splošno, radi se z drugimi pogovarjamo, in če smo včasih toliko bolj počeli pri frizerju, z lokalnimi trgovci in tako dalje, danes pač to počnemo online, ampak naša narava se nekako ni spremenila. Še vedno iščemo tak pristen stik. In nenazadnje, ko so bila družbena omrežja čisto na začetku, ko še ni bilo take zasičenosti, smo bili že tudi kot neka podjetja gor prisotni zelo, zelo veseli, če nam je nekdo komentiral, da smo lahko tudi mi z njim stopili v neko interakcijo in malo se z njim pogovorili, in se mi zdi, da je to danes še toliko bolj pomembno v tem zasičenem svetu, ko nimamo časa. Kaj ti misliš? Ja, absolutno se strinjam. Poudaril bi še sledečo zadevo, in sicer ko ostajamo v interakciji z našimi sledilci, seveda nam to vzame veliko časa, a ne? Ampak ta čas se zelo, zelo dobro nam lahko obrestuje, ker iz tega naši sledilci postajajo ta pravi fani, rečemo temu, se pravi oboževalci, in lahko širijo glas od nam. Tukaj prehajava do marketinga od ust do ust. Se pravi, če bomo mi nekaj dobrega naredili za našega sledilca, uporabnika, se nam lahko to kar nekajkrat povrne. Potem po drugi strani, če pa rečeva, da vzame to veliko časa, so pa danes nastali tudi marketinški boti oziroma Facebook boti. Pa neka druga avtomatizacija. Tako, avtomatizacija, ja, preko katere nam pa vso to zadevo olajša. Se pravi, da nek zaposlen na naši strani ni skozi za računalnikom, ampak da kar Messenger bot odgovori na interakcijo, ki jo ima s kupcem. Seveda ni to toliko pristno, še vedno se radi pogovarjamo z ljudmi, ampak lahko nam pa čas prihrani, ker te boti so tudi pomembni zaradi tega, ker danes kupci pričakujejo to interakcijo, da je instantna. In če ni nekoga za računalnikom, ki bi v tistem momentu odgovoril na sporočilo, je lahko kupec že kdaj kar mal nestrpen. Marketinški boti nam pa ravno to težavo ali pa izziv rešujejo, ker je ta feedback, ta interakcija instantna v realnem trenutku. Ja, to me tudi spomne na knjigo, ki sem jo pred kratkim prebral, in sicer Delivering Happiness od Tonija Sheja, če se ne motim, Zapposa, se pravi direktorja Zapposa, CEO-ja. Zappos je podjetje, ki temelji, ali pa njegova ključna konkurenčna prednost je na customer supportu oziroma skrbi za kupce. In ravno to, kar govoriva v tej prvi točki, dokazuje ravno to, kako so oni z svojo
neko svojo skrbjo za kupce poskrbeli za to, da so nekako boljši, bolj v ospredju oziroma bolj uspešni kot druge spletne trgovine. In tukaj, če te zanima še več o tej tematiki, bi sigurno izpostavila knjigo, ki se reče Voditelj dialogov, oziroma če bereš v angleščini The Conversation Manager, ki govori ravno o tem, kako dialog voditi z uporabniki in kakšne prednosti nam lahko to vse skupaj prinese. Tako da bomo dali link, oziroma smo že sliko dali, da si jo lahko to knjigo kar direktno pogledaš in morda tudi kupiš online ali sposodiš v knjižnici. Ta naša težnja k tem, da si želimo človeške bližine, pa da radi stopamo v neko konverzacijo, je dost pogojena tudi z našimi čustvi. In v marketingu vemo, če si kdaj študiral tudi kakšne druge marketinške taktike, da nekako igranje ali pa poudarjanje nekih sporočil, ki v sebi nosijo neko čustveno navezavo ali pa zbujajo neka močna čustva, sigurno delujejo bolje kot pa tista, ki tega nimajo. In to je tudi ena izmed stvari, ki jo želiva res tukaj izpostaviti, da vključevanje čustev v vaša sporočila, tako kot je delovalo 20, 30, 40, 50 let nazaj, sigurno deluje tudi danes. In tukaj prednačijo predvsem tista prvinska čustva, kaj je to, recimo strah, ljubezen, sreča, varnost in tako dalje. Po drugi strani pa tudi neka druga taka močna čustva, ki nas res kar tako malo vznemirijo, ali kako bi rekel, postavijo po konc. To so kakšna jeza, ne nazadnje, sreča, navdušenost in taka čustva. Jaz bi tle še to omenil, da to bo vedno delovalo. Ta čustva bodo vedno delovala. Zakaj? Ker če se malo pomaknemo na čist biološko ali pa fiziološko raven človeškega telesa, to je, kako sporočila potekajo v naših možganih oziroma kako delujejo naši možgani. In vedno se naši možgani najprej odzovejo na to emocionalno noto. Zakaj? Ker je ta sporočilo, ki ga mi dobimo, gre veliko hitreje v naš primarni del možganov oziroma, ki se mu reče limfni sistem, kot pa v racionalni del možganov, neokorteks, to je tisti, ki mi poznamo kot naguben del možganov. Se pravi, ta sporočila so hitreje pridejo v naš primarni del možganov in zato imajo tako velik efekt, ker šele potem mi začnemo racionalno razmišljati. Naprej nas pa pritegnejo ta emocionalna sporočila. Pa veš, kdo še močno vpliva na naša čustva, pa kdo nas še toliko bolj potegne? Kdo? Ja, znane osebnosti. In zdaj včasih so to bili res tisti, ki smo jih gledali po TV-ju, v filmih, v kakih nadaljevankah, kakih pevci in tako dalje. Danes za mlade, pa tukaj mislim predvsem tiste pozne milenice, pa postmilenice, pa so to seveda influencerji. Tisti, ki jih spremljajo na Instagramu, na YouTubu in tako dalje. In nekako znamke, ki se povezujejo z njimi, bojo tudi, se mi zdi, nekako lahko prevzamejo določeno neke njihove pozitivne lastnosti, zavzamejo neko njihovo ciljno skupino in seveda to uporabijo za promocijo svojih izdelkov. Ravno tako, kot je v preteklosti deloval, deluje tudi danes, samo da mogoče so kanali in pa ljudje nekako drugačni. Ne? So tisti self-build, bi skoraj rekel, celebrities. Tako je, včasih, naprimer, če se spomnimo nazaj Nikeja v 90-ih letih ali pa še v 80-ih, pa Michaela Jordana, njihove ikonske reklame. Te reklame so bile ali na televiziji, ali na billboardih, verjetno ali v časopisih, pa še kakšna druga oblika bi se našla. Danes so pa te influencerji pomaknjeni, še vedno obstajajo pač te veliki, ne vem, danes je to LeBron James, ali pa Luka Dončić, vedno bolj popularen, ki ima že na Instagramu skoraj, mislim, da 1 milijon followerjev. Ampak, tako kot je Zoran rekel, so pa tudi ti manjši influencerji in tega 20 let nazaj nismo na tak način spoznali. Se pravi, kanal je drug, ampak efekt je pa še vedno zelo, zelo podoben, oziroma v igro pridejo tudi veliko manjši. In tukaj bi izpostavil še naslednjo prednost
Zelo pomembno je, da se osredotočimo na kvaliteto pred kvantiteto. Kaj to pravzaprav pomeni? Da ko izbirate influencerja, je zelo pomembno, da se vprašate, kakšno ciljno publiko ima ta influencer. Ker če bomo delali samo na kvantiteti, bomo vse, dajmo ta influencer, bolj je pomembno, kaj bomo z dotičnim influencerjem naredili, ko ga bomo izbrali. Ne? In ali je ta influencer, ki ga bomo izbrali, res ful primeren za našo ciljno publiko. Ja, če je bil včasih, so bili ljudje tipa Luka Dončić, pa deva reči Jan Plestenjak in tako dalje, za mlade znane osebnosti, celebrity, so to danes Komotar Minuta, Lepa Afna in tako dalje, ki se lahko povsem postavijo ob bok, ko gre z vidika, gledanost tega vidika vpliva na ljudi, na mlade. Zdaj gre pa malo mogoče še čisto drugo tematiko, ki je pa vsem zelo poznana. In sicer, kaj tudi je v preteklosti delovalo, pa tudi še danes. To so neke materialne spodbude. Mi kot Slovenci smo ful veseli, verjetno se tudi sam s tem poistovetiš, če nekaj dobimo brezplačno. Ne vem, zakaj je tako, ampak to je v naši kulturi, tako smo navajeni in vedno, ko dobimo nekaj brezplačno ali pa gratis, smo pač ful veseli. Naprimer, zdaj se spomnim iz glave, zdaj bo tudi malo reklame, zanj sem prvič, 14 dni nazaj, 3 tedne sem prvič naročil preko Spar online. In ko sem se zapeljal tukaj v City Parku do prevzemnega mesta, zato ker imamo v BTC-ju poslovne prostore in je to bilo spotoma, se zapeljem do prevzemnega mesta in vse skupaj je bilo zrihtan v 2-3 minutah, odkar sem prišel. S tem, da sem dobil izdelke in plačal. Ampak, ko sem dobil izdelke, sem dobil še 2 gratis izdelka. En je bil, mislim, da knor, za golaž, ta priprava za golaž, drug je bil pa Silanov senzitiv mehčalec. In to sem dobil gratis. Valjda, da sem bil pač vesel in mi je bila pol še storitev, super, ta storitev je pa res cool, še bom. In v bistvu sem ravno prej naročil izdelke in zdaj, ko imam vse skupaj v košarci, mi je celoten nakup vzel 8 minut. A zdaj se štopil? Ne, mislim, pogledal sem, bila je ura 20 do 10 in zaključil sem pa z nakupom 12 minut do 10. Se pravi, tistih 8 minut in zelo hitro, zdaj bom šel sam prevzeti 2-3 minutke in je to. Pozabil si meni reči, da ti dam kuponček. Ja, je že imel, ne? Kakor se spomnim, je ta kuponček že imel. Je pa vsem bi rekel, mogoče v današnjem sploh na kakem Facebooku pa na Instagramu se tudi dalje več pojavljajo ogromen teh nekih brezveznih nagradnih iger, je fajn vsem biti mogoče malo bolj smart, pa razmišljati, kako pa lahko vsem z nekimi incentivi, spodbudami materialnimi ljudi pripravimo do tega, da naredijo nekaj več za nas, v smislu, da nam še malo pomagajo pri potisku te promocije. Pa če mogoče kar navržem 1 ali pa 2 primera, lahko naprimer zato, da dodaš neki svoji storitvi, nekem izobraževanju dodaten video ali pa, ne vem, proteinskemu prašku dodaš zraven še shaker, lahko prosiš svoje sledilce, če pa to objava delite 50krat, če bo 50krat deljena ali pa če zbere 200 lajkov, pa dodam zraven temu prahu še shaker. Se pravi, v tem smislu, da nekako povežeš to s svojimi produkti, tako da je hkrati tudi benefit za končnega uporabnika in ima ta oba nekaj od tega. Ja, mogoče tle tudi še en zanimiv primer Kickstarterja, kako oni to uporabljajo, oziroma tisti, ki imajo kampanje na Kickstarterju, po že zbranih sredstvih naredijo, se ne vem, kako bi to sploh rekel, dodatno motivirajo tiste, ki so že pledžali, se pravi, kupili pod narekovaj izdelek, tako da dodajo nek izdelek v novi barvi ali pa z neko novo funkcionalnostjo. Če pa zberemo 50.000 evrov smo zbrali, če pa zberemo 100.000 evrov, bo pa vsak za povrh dobil še, ne vem, za 100 neko zadevo. Ali pa bomo ponudili nek nov dizajn, med katerim boš lahko potem tudi v nadaljevanju izbiral. In to potem motivira tiste, ki so že kupili izdelek, pod narekovaj seveda,
ali pa tudi nove, ki še nameravajo ta izdelek kupiti. Hotel sem pa še to izpostaviti, da in te ljudje so potem motivirani, da to delijo preko družbenih omrežij ali pa spodbudijo svojega prijatelja in mu delijo, glej, mogoče pa tudi tebe zanima in ta prijatelj potem to kupi in tako se zbirajo sredstva. Evo, in še zadnja zadeva, preden zaključiva, ki bi jo pokrila, je TV oglaševanje. In zdaj tako, kako TV oglaševanje v oddaji, ki govori pretežno o digitalnem marketingu. Zoran, kaj si pa misliš? Ampak počakaj za trenutek. Razmisli par oddaj nazaj, ki so jih imela z Nejcem, kaj je za mlade danes televizija. Za mlade je danes TV v bistvu YouTube, IGTV, Facebook videi in tako dalje. To je tisto, kar zamenjuje televizijo današnjim milenicam in pa postmilenicam. In če so na televiziji, poznamo neke oglase, vsi te kanali tudi poznajo neke vrste oglase. In pametno je, da se s svojim produktom seveda tudi ti tam pojavljaš. YouTube itak že pozna oglase in če jih naredimo dovolj smart, če jih naredimo s pravim pristopom, so lahko tudi nemoteči oziroma bolj zastavljeni, naredijo obiskovalci tisto, kar od njih želimo. IGTV zaenkrat nima oglasov, ampak sem prepričan, da bojo tudi slej ko prej prišli. Ne nazadnje je ravno pred kratkim Facebook tudi uvedel Facebook Stories oglase, Instagram jih je imel že prej. In nekako tudi Stories ne nazadnje so neke vrste nove televizije. In pametno je, da si tam prisoten. Ja, jaz sem milenic in sem odrastel s televizijo praktično. Takrat še ni bil online svet tako močno razširjen, nismo še poznali mobilnih telefonov, ampak jaz danes več časa preživim na YouTubu kot pa pred televizijo. Doma sploh nimam televizije oziroma samo Netflixa, ne, pa še to zelo redko gledam. Več časa preživim na YouTubu, ker me enostavno določene zadeve zanimajo, to po YouTubam, po Googlam, kakorkoli, in si ogledam tisti dotičen video, ki me zanima. Lahko je to iz nekega mogoče finančnega področja, lahko je to nek video iz področja prehranjevanja, supplementov, se pravi prehranskih dopolnil. In kot oglaševalci lahko, če mene zanimajo prehranska dopolnila, in to googlam, ja, potem mi lahko nek oglaševalec, kot je, kdo se s tem ukvarja, Senzilab, ja, naprimer ima oglas na YouTubu in me tako direktno zadane z njihovim produktom. To je bilo to za danes, prišli smo k koncu, da ne bomo predolgi, morava zaključiti počasi s tem. Tako kot vedno, ukolikor imaš kakršnakoli vprašanja, nama piš spodaj, z veseljem vedno odgovorimo. Tako da najlepša hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Še pred tem, da se pa posloviva, naslednjič bo z mano Vika in sicer z Viko bova govorila o elementih učinkovitih sestankov. Tako da se vidimo naslednjič. Spremljaj nas še naprej. Adijo. Adijo, čau. Why?